Prebral sem nedeljski evangelij in to zato, ker poteka v naši župniji duhovna postna obnova. Torej, tisti, ki sodelujete pri tej obnovi, se bomo po maši tudi srečali. To boste molili ta teden, ta odlomek. Torej, spremenjenje na gori. Zelo lep dogodek, ko se Jezus spremeni. Na gori Atos je bila šola za slikarje ikonopisce. In tam so se mladi slikarji učili pisati ali risati ikone. Sedaj kot izpit, kot zaključni izpit, so morali narisati ikono spreobrnjenja Jezusa na gori Tabor. Zakaj? Zato, ker tisti, ki riše ikono, jo ne nariše kar tako. Seveda so določena pravila, ampak ko jo riše, mora tudi moliti, da bo tisto, kar bo narisal in bo postavil pred druge ljudi, bojo tudi oni, ko bojo gledali ikono, padli na kolena in molili. To je smisel ikone. Zato so rekli, če bojo dobro naslikali spremenjenje na gori, pomeni, da bojo gledali svet tako, kot ga je gledal Peter, ko je gledal Jezusa, ki se je spremenil. To je bil cilj. Zdaj, spremenjenje na gori, mi mislimo, Jezus se je spremenil. Bela oblačila, bela, kakor bela barva, sijajno bela. Ampak Jezus je ostal tisti, kot je bil prej. Jezus se ni oblikovno spremenil. Spremenila se je luč, s katero je Peter gledal Jezusa. To je zelo pomembno. Peter, ko je Jezus vprašal učence, kaj mislite vi, kdo sem? Jezus je rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Zdaj pa je videl, kdo je ta Kristus, sin živega Boga. Zdaj je videl tistega Kristusa, ki bo tak, ko bo vstal od mrtvih. Zdaj je gledal Peter svet v obliki odrešenja. Tako kot ga bomo gledali vsi mi, ko bomo vstali od mrtvih. Ampak, če smo pozorni v evangeljih, nas Jezus vedno vabi, da gledamo svet v posebni luči. Ne s posvetnim pogledom, ampak v posebni luči. Da vidimo osebo, ki stoji pred mano, kot odrešeno osebo. Jaz lahko gledam svet na tak način, da vsako osebo, ki jo gledam, jo hitro postavim v predalček. Ta je taka. Lahko gledam na osebo tako, da vidim najprej negativne stvari o tej osebi. Lahko pa gledam tako človeka, da najprej vidim to, kar je dobro v tem človeku. In potem tudi napake. Zanimivo je, da ko človek se zaljubi, vidi v tisti zaljubljeni osebi samo dobre stvari, nobenih napak. Mi vemo, da ko mine zaljubljenost, pride ljubezen, potem vidiš tudi tisto negativno plat. Kaj pa, če Bog nas gleda, kot da bi bil ves čas zaljubljen? In vidi samo dobro in ne napak. In kaj, če Jezus, ki živi v meni, mi obljublja tisto luč, ker sem krščen, da bi gledal svet v taki luči. Da bi videl stvari, ki so okoli mene, osebe, kot že odrešene, in stvarstvo, kot tisto, ki mi govori
o Bogu. Kaj, če mi res Bog podarja to milost? To je vprašanje tega evangelija. Zato naj bo na koncu tega nagovora molitev. Naj bo naša molitev, ko vstajamo zjutraj, molitev, da bi gledal svet v Božji luči, z Božjo lučjo. Da bi uspel videti stvari, ki so okoli mene, tako kot jih gleda Jezus. To je milost, ki nam jo Jezus vsak dan podari.